V Kulturnem domu Šmarca je potekala redna letna skupščina Gasilske zveze Kamnik, ki so se jo udeležili predstavniki 13 krajevnih prostovoljnih gasilskih društev in enega industrijskega iz Svilanita. Na skupščini so pregledali preteklo delo in določili smernice delovanja v letošnjem letu. Nam lahko nakratko orišete obseg Gasilske zveze Kamnik in s čim se ukvarjate? Naša Gasilska zveza Kamnik je dejansko zelo velika, sega od Šmarca do Motnika, v noj združenih 13 gasilskih društev, prostovoljnih gasilskih društev in pa eno še delujoče industrijsko gasilsko društvo, to je industrijsko gasilsko društvo Svilanit. Smo dokaj veliki, predvsem na našem področju je predvsem gozdno področje, delno predvsem Kamnik in pa Šmarca, pa tudi zelo razvita industrija. Prostovoljni gasilci delujemo na vseh področjih, predvsem na področju zaščite in reševanja, velik del pa nekako posvečamo tudi mladini, veteranom in pa članic. Predvsem to nam je vodilo, da z mladimi moramo graditi naša gasilska društva, saj le z mladimi bomo nekako tudi zapolnili naše vrste, ko nekoč nas več ne bo. Želimo si, da bi prav mladi in pa še mlajši prevzeli prav vodilna mesta v naših gasilskih društvih, saj z mladimi prihaja nova moč, nova ideja in pa tudi elan za vodenje gasilskih društev. Velik poudarek smo v zadnjih letih naredili predvsem na izobraževanju naših gasilskih društev, saj se predvsem velik del izobražuje na Igu. Na Igu je izobraževalni center za zaščito in reševanje, tu se naši gasilci izpolnjujejo na večjih področjih, predvsem na področju nosilcev dihalnih aparatov, tehnično reševanje, nevarne snovi, strojniki, to je pa tisto, kar v naši občini potrebujemo. V zadnjih letih se je pokazalo, da velik poudarek je tudi na zaščiti in reševanju, predvsem na poplavah in pa na viharjih, ki so nam jih povzročili v preteklih letih na našem območju. To je tisto, kar gasilce še posebej odraža. V vsakem trenutku so pripravljeni priskočiti na pomoč, pa naj bo to voda, požar ali pa vihar. Nam lahko predstavite na kratko dejavnost Gasilske zveze Kamnik v preteklem letu, k čemu ste posvečali največ pozornosti oziroma ki ste imeli največ dela? V letu 2009 so gasilci Gasilske zveze Kamnik na operativnem področju imeli zelo zahtevno delo. Bilo je 139 intervencij, od tega so bile 3 zelo velike, tako da je bilo izpostavljenost gasilcev preko celega leta zelo močno. Kar se pa tiče leta 2010, pa ne vemo, kaj nas vse čaka, tako da upamo, da nas bodo nevihte in pa vse ostale neprijetnosti, ki se nam lahko približajo, nas ušle. Je letos požigalec tudi na delu? Požigalec letos ni na delu, zato ker smo po oblastilu policije dobili informacijo, da so ga prijeli. In kako so dejavne gasilke? Procent gasilk je kar velik, po posameznih društvih so različno dejavne, smo pa kar precej dejavne v Gasilski zvezi Kamnik, kjer deluje ta komisija, sestajamo se približno enkrat mesečno ali po potrebi, imamo tako navado, da se vsakič sestanemo v drugem društvu, pač načrtujemo te naše dejavnosti, naredimo celoletni plan proti koncu leta in udeležujemo se raznih aktivnosti v operativi, ker morate vedeti, da smo predvsem operativke, smo članice enot prve pomoči, usposabljamo se predvsem v Kamniku tudi zdravstvenim domom in to znanje nam še kako prav pride tako v svojem poklicnem življenju kot pri gasilcih. Kako pa ste zadovoljni z delom v preteklem letu? Z delom sem zelo zadovoljna, imeli smo organiziranih kar nekaj dejavnosti, ena izmed največjih je bil pohod na Kamniško sedlo, ponoviti smo ga morali zaradi slabega vremena, že za prvi plan smo si naredili potem drugo iztočnico, se pravi plan B, pri čemer sta nam zelo pomagala gospod in gospa Jeraj, se pravi iz piknika pri Jurju, odstopila sta nam prostor, tako da se je kar 80 članic vse Slovenije poveselilo. Drugi pohod je bil potem 4. julija,
ko se nas je odpravilo na vrh 57, bile so strašno zadovoljne in so si želeli ponovitve. Tako da smo tudi letos načrtovali, vendar nam jo je zagodlo vreme. Malo pa načrtujemo ponovitev tam v tistem vikendu 10. 11. bomo pa videli, kako bo z vremenom. Poleg tega smo imeli ustvarjalno delavnico, izdelovali smo dišeča mila.